Moje ime je Helena Šolar in na Ministrstvu za okolje in prostor vodim postopke priprave umeščanja tretje razvojne osi v prostor. Ministrstvo za okolje in prostor je namreč pripravljalec teh prostorskih aktov. Dober dan, jaz sem Urban Jeriha, jaz sem član civilne iniciative Braslovč. Zakaj se država Slovenija sploh odločila za izgradnjo tretje razvojne osi? Kakšni so cilji in pričakovani učinki razvoja te ceste in kakšne so državne strategije pri postavljanju tras avtoceste? Treba je povedati, da se je pobuda za načrtovanje tretje razvojne osi pojavila iz lokalnega nivoja, se pravi prišla je od spodaj navzgor, iz strani občin. Tretja razvojna os je razvojna povezava, zasnovana je kot povezava urbanih in pa regionalnih središč in je zato tudi namenoma umeščena relativno v neposredno bližino teh središč oziroma v dolinska dna. Glede na to, da gre za prostorsko ureditev državnega pomena, je pa tudi načrtovanje te ureditve urejeno v zakonu o prostorskem načrtovanju in zato je tudi ministrstvo pripravljalec tega prostorskega akta. Tretja razvojna os je ena večjih infrastrukturnih projektov, ki se po skorajšnji izgradnji avtocestnega križa sedaj planirajo v Sloveniji. In namen te tretje osi je povezava odmaknjenih področij Slovenije in njihova boljša prometna povezanost in z namenom, da bi povečali konkurenčnost teh območij, gospodarsko, ekonomsko in podobno. Naj lahko na kratko razložite traso nove avtoceste, ki ne bi povezovala Koroško s Štajersko avtocesto, na podlagi česa se odločili za to traso, ali je bila edina možna trasa in ali nam lahko na kratko razložite, kako je potekalo vrednotenje? Predlagana trasa nove cestne povezave poteka od mejnega prehoda Holmec do Poljane, potem po dolini Meže južno od Prevalj, med Prevaljami in Ravnami prečka dolino in se usmeri vzhodno proti Otiškemu vrhu. Pri Otiškemu vrhu predlagana trasa naveže Dravograd z obvoznicami, potem pa se usmeri na jug, z dvema priključkoma naveže Slovenj Gradec, potem pa v svojem poteku naprej proti jugu vstopa na območje občin Šoštanj in pa Velenje. Na območju občine Velenje ustrezno naveže Gorenje, potem pa čez območje občin Šmartno ob Paki in pa Braslovče poteka naprej proti jugu, proti avtocesti A1. Ena izmed prednosti predlagane variante je predvsem tudi ustrezno navezovanje Zgornje Savinjske doline. Sama trasa je rezultat študije variant. Ta študija variant je uveljavljena strokovna podlaga v postopkih načrtovanja takih posegov in vrednotenje je bilo izvedeno na podlagi 4 kriterijev: prometnega, ekonomskega, okoljskega in pa prostorsko-razvojnega. In predlagana varianta se je po vseh teh 4 kriterijih izkazala kot najustreznejša. Torej, v postopku vrednotenja je bilo več tras. Teh tras je bilo 24 v neki fazi in vrednotenje je tista faza v postopku izbire tras, v katerem se je iz vsega nabora tras skrčilo v ves nabor na eno, po njihovem mnenju, najustreznejšo, torej na eno predlagano traso. Torej, vrednotenje je pomembno za izbor trase. Vrednotenje pomeni, da so strokovnjaki vzeli nabor nekih kriterijev, ki so jih potem medsebojno primerjali in izbrali po njihovem mnenju najboljšo traso. In pri vrednotenju menim, da je prišlo do nekaterih napak. Na kratko, odsotnost ponderiranja je ena napaka, to pomeni dajanje utežnih vrednosti posameznim kriterijem. In druga kritika vrednotenja pa je, da je v elaboratu vrednotenja polno napak, konkretno polno kontradiktornih trditev, ki v takem strokovnem delu absolutno ne smejo biti. Predvidena trasa med krajani letela na velik odpor. Problematična se mi zdi zlasti potek v zadnjem delu hitre ceste med Velenjem in avtocesto, ki poteka mimo naselij, fizično deli dolino in poteka po najkvalitetični zemlji. Ali lahko komentirate ta del trase, ali bila javnost vključena v izbirane trase? Trasa je bila zaradi dolžine razdeljena na 6 odsekov. Odseki so se vrednotili vsak posebej in pa tudi trasa kot celota po kriterijih, ki sem jih opisala v odgovoru na prejšnje vprašanje. Predlagana varianta na odseku F, se pravi med Velenjem in pa avtocesto A1,
se je pri vrednotenju kljub zavedanju, da gre po dobrih oziroma najboljših kmetijskih zemljiščih, izkazala kot najustreznejšo. Vključevanje javnosti pa je potekalo takole. Občine so kot nosilci urejanja prostora formalno vključene v postopek priprave tega prostorskega akta že od vsega začetka. Se pravi, pozvane so bile k usklajevanju programa priprave, podale so smernice in pa priporočila za načrtovanje, predstavljena so jim bile izvedljive in pa tudi predlagane najustreznejša varianta. Ostala javnost pa je v postopek načrtovanja vključena preko seznanjanja, preko medijev, naših spletnih strani, odgovorov na vprašanja in pa neposrednih kontaktov. Da javnost ni bila vključena v postopek izbiranja tras in njen vloga javnosti v tej hitri cesti je predvsem v kimanju ali odkimavanju. Torej, do kakšnega dialoga s krajani ni prišlo do zdaj. Moti pa nas v poteku te trase, da poteka mimo in preko naselij, fizično deli dolino in prebivalce v njej in da poteka po najkvalitetnejši zemlji. Problematičen je tudi potek trase v regionalnem merilu, saj ta ne povezuje regionalnih centrov na tem območju. Namerno naj bi se oddaljevala od Celja in je zato v nasprotju s strategijo prostorskega razvoja Slovenije, kjer je zapisano, naj se Celje razvija kot pomembno prometno vozlišče. Predlagana trasa vendarle sledi izhodišču povezovanja regionalnih središč. Varianta, ki je bila predlagana, ima iz tega vidika celo to prednost, da poleg regionalnih središč navezuje tudi Zgornjo Savinjsko dolino in na ta način omogoča njen nadaljnji razvoj. Tretja razvojna os je v svojem celotnem poteku od avstrijske do hrvaške meje razdeljena na 3 državne prostorske načrte in meja teh 3 državnih prostorskih načrtov je namenoma na obstoječem avtocestnem omrežju. To pomeni, da kljub eventualnemu poteku med vsemi 3 državnimi prostorskimi načrti delno po obstoječem avtocestnem omrežju zagotavlja dobro pretočnost in pa prometno povezanost, tudi Celja, ki že danes leži na avtocesti A1. Trasa, ki naj bi povezovala Velenje in Celje, v resnici povezuje ta 2 mesta z ovinkom. Namreč Celje in Velenje, najkrajša pot med Celjem in Velenjem poteka mimo Arje vasi in tam je zdaj veliko prometa. Sedanja trasa pa pomeni ovinek mimo Celja. Zakaj pa je pomembno povezovati regionalna središča, kot sta Celje in Velenje? Zato, ker so to velika gospodarska in poselitvena središča. Gospodarska središča je pomembno povezovati zaradi tranzitnega tovornega prometa, poselitvena središča pa je smiselno povezovati zato, ker tam prihaja do velikih dnevnih migracij. In te dnevne migracije ostanejo v teh poselitvenih centrih. Krajani so še posebno nezadovoljni, ker predvidena zahodna trasa ne razbremenjuje obstoječih prometnih tokov. Po njihovem mnenju primernejša vzhodna trasa bi razbremenila promet med Velenjem in Arjo vasjo, ker so danes vsakodnevni zastoji z dnevnim prometom 20.000 vozil. Predlagana zahodna trasa pomeni umestitev tam, kjer ni potrebno, saj v Savinjski dolini 3-krat manj prometa, 6.000 vozil dnevno. Ali predlagana zahodna varianta ob majhnem prometu rentabilna? Verjetno predlagana trasa hitre ceste res ni rentabilna, kajti rentabilnost je izračunana na podlagi dolgoročnih napovedi prometnih tokov za 30 let vnaprej. In recenzenti opozarjajo državo, da je to lahko skrajno zavajajoč podatek. Močno tudi dvomim, da bi se več prometa ustvarjalo med Braslovčami, Polzelo in Velenjem, kot med Velenjem in Celjem, še posebej, ker so dnevne migracije med poselitvenimi centri največji vzrok prometa. Da so pomisleki pravilni, pa kaže dejstvo v prometni študiji, da bi kljub zgrajeni zahodni trasi hitre ceste zaradi velikega števila, zaradi velikega prometa, morali zgraditi še vzhodno traso. Navedene trditve ne držijo, saj se predvsem iz prometno-ekonomskega kriterija, ki upošteva sedanji in pa bodoči promet v 30-letnem obdobju na obstoječem in pa na novo zgrajenem cestnem omrežju, vzhodne variante izkazujejo kot manj ustrezne od zahodnih. Za podrobnejšo seznanitev s to problematiko in pa tudi z odgovori na vsa podobna vprašanja pa predlagam
da zainteresirani poiščejo odgovore na naših spletnih straneh, in sicer na naslovu www.mop.gov.si/državni prostorski načrti.